Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o glutenu. Kako veste, da ste lahko občutljivi na gluten? Berem iz knjige, pokukali bomo v knjigo, Ko ima življenje žur na strani 108 in mogoče se najdete in mogoče rečete, pa nič, probam še to, dajmo gluten stran. V glavnem, če imate težave ali pa občutek, da ste zabuhli, da vam celulit kar puhti, otekanje telesa, zabuhlost tudi tukaj pod očnaki, utečenost na tem področju grla, motnje pozornosti, nagnjenost k alkoholizmu, potem avtizem, avtoimuna obolenja, kot so sladkorna bolezen, Hashimotov tiroiditis. V glavnem, toliko je zakompliciran, da človek komaj izgovori, ampak težave s ščitnico. Potem težave s kostmi, osteoporoza, osteopenija, možganska megla, težko se zberete, rak, da se enostavno kar pojavi, bolečine v prsih, nizek imunski sistem, nagnjenost k obolevanju na splošno, da ste neprestano, je nekaj z vami narobe. Preobčutljivost na mlečne izdelke, razni ekcemi, dermatitisi, izpuščaji, potem upočasnjena rast pri otrocih, prebavne motnje, plini, napenjanje, driska, zaprtje in krči. No, in prav pri teh krčih vam moram povedati, nekoč sem imela sestanek z enim gospodom in je v zadnjem času precej shujšal, tako da se ga je človek kar ustrašil. Je rekel, ne, nimam raka. In potem, ko sva govorila, kar naprej ga je nekaj zvijalo v želodcu in tako, in mu je bilo, je rekel, veš, ne hodim prav preveč od doma, ker je neznosno. Sem rekla, pa ti imaš težave z glutenom? Ne, je rekel, jaz edino žemljice še lahko jem. Nobene druge stvari ne smem jesti, samo žemljice. Sem rekla, ti imaš težave z glutenom, boš videl. In je potem šel na testiranje in se je dejansko izkazalo, da ima težave z glutenom. Potem sindrom razdražljivega črevesja, sindrom prepustnega črevesja. To ne pomeni, da je ta sindrom prepustnega črevesja, da vam nekje zunaj pušča, ampak da je, kot bi imeli naluknjeno črevesje in v krvni obtok uhajajo prevelike beljakovine oziroma molekule beljakovin, in to pomeni, da povzroča razne reakcije, razne težave z vašim zdravjem, lahko imate močno ta imunski sistem se odzove. Potem slabost, bruhanje, slabo srkovanje hranil, se pravi, da imate občutek, da ste podhranjeni, mogoče vam manjka B-vitamina, pa imate spokane ustne kotičke, mogoče imate razdražene živce, mogoče imate težave z nohti in je vzrok v črevesju, glavoboli, migrene, depresija, potem celo avtoimuna obolenja, kot so Alzheimer, Parkinsova bolezen, shizofrenija, demenca, možganski krči, epilepsija, srčne bolezni in spontani splavi. Tako da zdaj, če pomislite, pa se to je vse vzrok v tem. Zakaj pride do tega? Jaz mislim, da, to je moje mnenje, da je pšenica danes tako močno škropljena, da enostavno ni več živilo, ampak je antihranilo. Se pravi, v našem telesu povzroča več slabega kot dobrega. Res, da prva stvar človek pomisli, če ne morem jesti kruha, kaj pa lahko jem? Glejte, lahko ješ vse ostalo. Res je, testenin ne moramo jesti, a ne? In vam povem, da jaz sama zdaj opažam, da dejansko moje telo je reklo ne, kar se tiče glutena. In veste, kolikor časa so mi kolena utekala, burek je toliko dober. Ampak, ko mi pa začeli tle gor utekati in se tle gor začela dobivati izpuščaje in tako močno, da sem si praskala, a tam sem pa rekla, zdaj pa dovolj, zdaj pa poiščem rešitev, oziroma, jaz sem vedela, da je gluten, ampak, veste, pa imamo testenine, tudi polnozrnate testenine so že preveč, in če ste močno občutljivi na gluten, lahko tudi, da recimo, če v omako zgostite žlico bele moke, v tem primeru lahko že dobite reakcijo. Tako da, če se prepoznate v tem opisu, dejstvo je, da boste mogli črtati gluten. Zdaj pa kaj narediti namesto kruha? Specite si beljakovinski ajdov kruh, to je recept v knjigi, Ko imajo čakre žur. Jogurt, ajdova moka, soda bikarbona zmešate skupaj in nastane odličen beljakovinski kruh.
No pa imate kruh, se pravi, to ste rešili. Kaj pa v tem primeru, da želite jesti testenine? No, lahko si kupite brezglutenske testenine, recimo te so narejene iz koruze, ker koruza ne vsebuje glutena. Lahko pa naredite tako, kot jaz delam, recimo, ko moje punce, hčerke, one imajo rade testenine, kuhajo, govorim zaradi tega, ker res velikokrat kuhajo moje hčerke. Ko pač pripravimo kosilo, jaz si prej vzamem to omako z zelenjavo ven, dam noter 2 žlici skute in tako bi človek rekel, a pa se od enega krožnika naješ. A veste, da se naješ zaradi tega, ker skuta ne vsebuje nič glutena in se počutim dobro in predvsem se ne počutim napihnjeno. No, zdaj pa, če pogledamo, zdaj imamo pa tukaj naprej. To nisem prepisovala od nikjer, zaradi tega, ker ne obstaja glikemični indeks v povezavi z glutenom. Ampak za lažje razumevanje, ker poglejte, jaz imam eno stranko, ki je občutljiva na gluten in ona vsakič, ko jo vidim, je pač bolj široka. Seveda zato, ker lahko je krompir pa koruzo. Krompir ima pa zelo visok glikemični indeks. In a veste, bolj kot ješ pol krompir, bolj se rediš. Pa po drugi strani ne je mesa in ji manjka beljakovin. In seveda kar leze narazen. No, poglejte. Se pravi, lahko jeste, tukaj noter sem dala, vam bom kar pokazala, lejte, kar je oranžno, tega ne jesti. Kar je zeleno, je v redu, nima glutena. In zdaj bomo šli pogledati, kaj ne vsebuje gluten. Se pravi, riž, rižev narastek, riževo mleko, repa, krompir, vse oblike krompirja, vse oblike riža so brez glutena. Seveda, kruh in vse oblike kruha vsebujejo gluten, razen če kupujete brezglutensko, Potem, za koruzo smo že rekli. Potem, polpripravljeni izdelki, vsi vsebujejo gluten. Sem spadajo ribje palčke, sem spadajo praktično vse vsebuje gluten in tudi ojačevalci okusa vsebujejo gluten. Tako da boste res mogli paziti, lejte, če zateka vaše telo, da vam limfa ne deluje dobro, je skoraj sigurno tukaj alergija na gluten. No, limfa ne deluje dobro, lahko zaradi tega, ker imate težave z grleno čakro, se pravi ščitnico, in če imate težave s spolno čakro in spolnimi organi, recimo z jajčniki. V tem primeru je tudi možno, da vam ne deluje limfa, ampak možno je, da vam jajčniki in ščitnica ne delujeta dobro, ker ste občutljivi na gluten in ste padli v nek vrtinec slabega počutja. Potem kostanj ne vsebuje, grozdje ne vsebuje glutena, vse sadje lahko jeste, vso zelenjavo lahko jeste in vse oreščke lahko jeste. Tako da človek bi pomislil, na prvo žogo, kaj ne smem jesti. Je samo kruha, ampak namesto kruha lahko beljakovinski kruh spečete. Za tega, ki je iz trgovine, nisem prepričana, da ni mešan z navadno moko, pa boste na koncu spet imeli alergijo. Potem ananas, breskve, papaja, kivi, ajda sem že rekla, mango, med, melona, rozine, potem naprej pomarančni sok, grenivkin sok, potem naprej oves je pa na meji. Tako da za tiste, ki ste občutljivi, morate probati, če imate recimo radi ovsene kosmiče, jih prej pač namočite, zaradi tega, da vam ne bojo opraskali vašega črevesja, ki je že tako razdraženo zaradi glutena. Tako da oves načeloma je priporočljiv, vsak pač sam mora pogledati, a mu paše ali ne, recimo ovseni kosmiči. Potem paradižnikova juha, slive, skuta, rdeča pesa, ovseno mleko, mandljevo mleko, leča, kitajski rezanci iz fižola ali soje. In v bistvu, lejte, zdaj, če na hitro pogledamo tukaj noter, vidite, da vse, kar ima visok glikemični indeks, je tisto, kar vsebuje tudi gluten, lejte, vam bom pokazala, in nižji kot je glikemični indeks, dejansko manj je glutena v živilih. Poglejte tukaj. Dejansko to, kar ima nizek glikemični indeks, borovnice, češnje, grenivke, jagode, ječmen, kosmulje,
leča, maline, robide, kitajski rezanci, pistacije, dejansko to ne vsebuje nič glutena in ker ne vsebuje nič glutena, je dobro za vas. Tako da res preprosto, ampak po drugi strani pa res, da določenih stvari pač enostavno ne morete jesti. Kakor so neke škrobnate zadeve, vam bo vaše telo povedalo, to ni dobro za tebe. Lahko se začne najprej s tem, da imate močne vetrove, po domač povedano, da vas napihuje, imate prce verjetno brez vonja, ker vas samo napihuje. Lahko imate zaprto prebavo, ne greste na WC in kakate kot srnica. To je vse lahko povezano s tem, da enostavno vaše telo ne prebavlja dobro glutena. No, zdaj, kje je lahko skrit gluten? Gremo spet naprej iz te knjige, Ko imaš življenje žur, ocvrta zelenjave, energijske tablice, hostije, recimo tisti, ki hodite k maši, čokoladno mleko, modri siri, jedi, ki vsebujejo kruh, šunka, instant vroči napitki, hot dog, zanimivo, ne? Klobase, solatni prelivi, zeliščno pivo, vegi burgerji, glejte, preparati iz pšenične trave, radlerji, vsebujejo tudi gluten. Tako, kdo bi si mislil, a ne? In zdaj, dejstvo je, da vse to naše telo nam želi sporoča, da je nekaj narobe, da moramo spremeniti in boste videli, ko boste začeli jesti hrano brez glutena, se boste prvo počutili lažje, ker ne boste več napihnjeni. Utekanja prva stvar, kar zgine, drugo, možganska megla zgine, imate več energije in jaz pri sebi opažam tudi, ker jaz sem v meni, oblival imam manj. In to mi je tako neverjetno, z glutenom je to povezan. Wow. No in naslednja stvar, kar lahko sigurno uporabljate za vse tiste, ki imate težave z glutenom, vsa zelišča. Vsa zelišča so primerna za vaše zdravje, podprite svoje telo, predvsem pa tista zelišča, ki vsebujejo silicij. Zdaj pa, kje se nahaja silicij in zakaj silicij in gluten? Nam reka, da gresta z roko v roki, ampak sta. Tukaj je gluten, ki vam neti vnetja, ki vam povzroča težave, in tukaj na drugi strani je silicij, ki je pa mineral, ki je pa proti vnetjem. Silicij je mineral, ki se naravno nahaja v zemlji in dalj časa, kot neka zelenjava raste v zemlji, več ima v sebi silicija. In vsa zelišča, ki jih uporabljamo, vsebujejo ravno tako ogromno silicija. Glejte, zdaj je ogromno silicija v naravi, ne nazadnje regrače vedno lahko naberete. Potem trpotec, vse ostala zelišča vsebujejo silicij in sploh, če imate težave s kožo, že lahko naberete lakoto, no mogoče majčkeno počakajte, da še cveti in potem pripravite macerat iz olivnega olja, se pravi date lakoto noter v olivno olje, postavite na sonce za 3 tedne in boste videli, kakšno odlično, nam rekam, mazilo olje nastane za kožo, za obnovo kože, za čiščenje make-upa, za kopeli, za mehčati kožo in opažam, zdaj spet iz svojih izkušenj, da točno to olje je neverjetno, sploh za trdo kožo na petah in če imate radi banje, a veste, da greste v kopel, v toplo kopel, da se namakate, vam povem, da je to odlično za zmehčati pač kožo, načeloma, če imate trdo kožo na komolcih ali celo luskavico. Tako neverjetno, tako da v glavnem, glejte, strupe stran, ne? Če se je vaše telo odločilo, da ne bo več prebavljalo glutena, pomeni, da vas ne podpira več pri strupih. Po drugi strani pa dajte telesu to, kar potrebuje, zato da se boste nahranili od znotraj na celični bazi in boste videli, kako se boste dobro počutili. No, zdaj pa, ko smo ravno pri teh zadevah, pri razstrupljanju. Recimo, jaz se barvam, ne? In ne zato, ker imam sive lase, ker jih nimam, po moje niti enega, ampak zato, ker mi moja mišja barva ni všeč. In kaj naredim takrat, ko pač dam strup na svojo glavo? Takrat, tisti dan ali pa tistih nekaj dni potem, večje količine silicija, selena potrebujemo in potrebujemo vitamine B2, B3 pa B6. In to je kombinacija vitaminov, ki vežejo nase tudi težke kovine
in jih izplavljajo iz telesa. No, jaz v tem primeru, jaz uporabljam beta-guard, se imenuje prehransko dopolnilo za razstrupljanje in ga priporočam tudi vsem tistim, ki ste še vedno kadilci, zato ker vnašate težko kovino kadmij v telo, za vse tiste, ki uporabljate spreje oziroma deodorante, ki vsebujejo aluminij, dejansko je spet beta-guard tisti, ki počisti te težke kovine iz telesa, in za vse nas, ki se barvamo, ker pač, če vpliva na moje lase, se to tudi pronica v mojo kožo. Se pravi, jaz takrat moram malo poskrbeti za to, da grejo strupi iz telesa ven. No ja, pa če slučajno menjate amalgamske zalivke, ki so polne živega srebra, tudi v tem primeru vam priporočam, vzemite beta-guard, da počisti vse tiste težke kovine iz telesa ven in da ne gre potem to na vaše možgane. Tako da poskrbite za razstrupljanje. No, knjiga Ko ima življenje žur vam bo vsekakor pomagala pri tem, da boste lažje razstrupili svoje telo. In zdajle recimo en tak nasvet, regrat zdajle cveti, in to je pa iz knjige Ko imajo čakre žur, žvečite regratove peclje in regratovi peclji spodbujdijo, to imajo grančine noter, jezik, ki je povezan z jetri in z razstrupljanjem jeter. Tako da na dan lahko požvečite nekaj teh pecljev in ne da potem to pogoltnete, ampak prežvečite in izpljunete ven. Recimo greste na sprehod, odtrgate pecelj in ga žvečite, dokler se ne utekočini, in potem to pljunete ven in vzamete nov regratov pecelj. In na ta način razstrupite, spodbudite delovanje vaših jeter. In dejstvo je, da jetra najlažje spodbudimo z razstrupljanjem, da nekaj grenkega pojemo, ker aktiviramo jezik in na ta način aktiviramo tudi razstrupljanje jeter. Tako grejo te zadeve, to pa piše v tej knjigi Ko imajo čakre žur. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem vse to, kar delate, delajte za sebe, zato ker imate radi svoje telo, ker vaše telo je edino vozilo vaše duše. Tako da vse dobro vam želim v vašem življenju. Pozitivna sporočila. Pejmo še prehod v novo dobo, da vidimo, kaj nam sporoča stvarstvo za vse tiste, ki delamo korake naprej, korake za sebe, ki želimo neko spremembo v svojem življenju. Sporočilo, stvarjenje je prišlo sporočilo in sicer, čakajte, da dobim knjigico, da vam preberem. Nemške karte sem vzela, kam sem dala knjigico, 15. Jaz sem boginja, jaz sem ženska, ki ustvarja. Jaz sem ljubezen, ki skozi svojo žensko milino sije na svet. Jaz sem mati, ki Bogu pomaga pri stvarjenju novega. Svet prežimam z milino, mehkobo in veseljem. Usklajena sem ženskim in z moškim principom. V meni se vsak dan rojeva nova energija. Jaz sem povezana s plodnostjo in z obiljem. In če se vrnem na začetek te zgodbe, ja, prav plodnost tistih pari, ki ne morejo zanositi, naj prvo stvar dajo gluten stran, da se nehajo zastrupljati. In bodo videli, da če je v božanskem načrtu, da postanejo starši, se bo zgodilo. Tako da uživajte, vse dobro vam želim v vašem življenju.